Lep pozdrav na današnjem spletnem dogodku. Moje ime je Aleš Šoba in danes je z menoj še Barbara Gačnik. Na današnjem webinarju se bomo dotaknili sektorja zdravstva. Po našem mnenju gre za sektor, kjer se poleg sektorja tehnologije dogajajo največje spremembe, tudi največje zgodbe. In tukaj tudi vidimo tudi največje priložnosti. Sava Infond je že več kot 16 let nekako prisotna v tem sektorju z skladom Infond zdravstvo in Barbara, ti ga upravljaš že od vseh začetkov. Pa vseeno glede na potencial, pa bi rekel zgodovinsko zelo dobre donose tega sektorja, pa letošnje leto bi rekel je malenkost slabše oziroma predvsem relativno slabše proti ostalim sektorjem oziroma splošnemu trgu. Vidimo na tem grafu nekako zaostanek skoraj 17% zaostanek 17% za splošnim indeksom in to je v bistvu najslabše leto po letu 1999. Zdaj, kje so razlogi za ta zaostanek? Pozdravljeni še z moje strani. V bistvu razlogov je več. Najprej treba omeniti regulatorne spremembe in sicer vlada ZDA je z aktom za obvladovanje inflacije v bistvu predvidela tudi, da bo njihova največja zdravstvena zavarovalnica Medicare imela možnost se izpogajati za cene zdravil. In zdaj pred kratkim so objavili seznam prvih 10 zdravil, za katere se bo pač Medicare pogajal za cene. Pod drobnogledom so se našle tudi prevzemne aktivnosti, kar je zelo vplivalo na zmanjšanje teh prevzemnih aktivnosti znotraj sektorja. Potem nova zdravila za hujšanje so ena taka pozitivno-negativna zgodba, pozitivna seveda za proizvajalce zdravil, negativna pa mogoče za proizvajalce medicinskih pripomočkov in terapij, ki so povezane z diabetesom. Nenazadnje pa treba omeniti tudi IT sektor, ki je pač močno pod vplivom vsega, kar je povezano z umetno inteligenco in vlagatelji pač menijo, da tam lahko zaslužijo več. No, zdaj, če je mogoče sektor zapostavljen v letošnjem letu, ampak to se lahko zelo hitro spremeni, kot smo že večkrat videli. Torej, predvsem bi rekel v okolju, mogoče v katerem smo danes, torej gospodarsko okolje je malo bolj negotovo, verjetnost recesije se povečuje. Torej, kako se je ta sektor odrezal, bi rekel, v preteklosti, v preteklih teh podobnih epizodah? Če pogledamo pač najslabše donose v preteklem obdobju, recimo pred razpokom dotcom balona v letu 2000 je bil tudi sektor izjemno nepopularen, ampak že v naslednjem letu, ko je pač prišlo do spremembe, se je to zelo hitro spremenilo. V bistvu je sektor na slabšo gospodarsko rast oziroma na recesijo relativno odporen, bistveno manj volatilen, kar recimo vidimo tudi iz tega naslednjega grafa. Zdaj pač zaradi nenehnega povpraševanja znotraj sektorja je, se pravi, precej bolj odporen in recimo to ne pomeni, da zdaj v recesiji sektor ni imun sektor, je pa bistveno bolj manj nihajen in pade manj, recimo, če pogledamo leto 2008, Infond zdravstvo je izgubil 13%, medtem ko so globalne delnice izgubile več kot 40%. Poleg tega se tudi izjemno hitro povrne k rasti. Ja, vse kot vidimo na grafu se to potrjuje. Torej, Infond zdravstvo v teh 16 letih svojega obstoja vidimo 4 negativna leta, v bistvu letošnja polovica leta, če tu štejemo. Ampak ti bi rekel, negativni donosi so, bi rekel, razmeroma nizki proti temu, kar se je dogajalo, bi rekel, na splošnih globalnih delniških indeksih. Tako da tudi 2008 vemo, katastrofalno leto, pa samo 13% padec. Kje so še pa ostale prednosti v bistvu investiranja v ta sektor? Ja, v bistvu, tako sem že omenila, ta splošna odpornost, ker bolezen ne izbira gospodarskega cikla, se ne prilagaja. Zdaj na dolgi rok pa seveda bojo sektor podpirali demografski trendi, prebivalstvo se stara, za staranjem potrebujemo vedno več zdravstvene oskrbe. Tudi naraščanje razpoložljivega dohodka v razvijajočih se državah bo igralo pomembno vlogo, ker v bistvu z višjim dohodkom si lahko privoščimo več in boljšo oskrbo. Potem trend bo se nadaljeval tudi z
razvijanjem tehnologij in inovacij gre za visoko inovativen sektor, ki ponuja potencial za visoko donosne naložbe v zdravila, medicinske pripomočke in pa razne aplikacije. Če gremo malo naprej na sektor, da ga malo spoznamo, ne. Torej, vsi imamo v glavi, to so v bistvu bolj proizvajalci zdravil, proizvajalci medicinske opreme, ampak sektor je kar razpršen, pa malo bolj, tako bi rekel, raznolik. Tako da mogoče, če nas tu malo popelješ skozi. Ja, saj v bistvu sektor farmacije pa biotehnologije, ki jih mi pač bolj enačimo z zdravstvom, se pravi farmacija z originalnimi zdravili in biotehnologija z specializiranimi biotehnološkimi zdravili v bistvu tudi predstavljata največji del sektorja. No, potem so pomembne še medicinske storitve, laboratoriji, bolnice, lekarne, zdravstvene zavarovalnice, medicinska oprema, pač v bolnišnici imajo pač te velike aparate za slikanje, aparate za diagnostiko in tako naprej. Deloma so tu tudi pomembne življenjske znanosti, recimo Illumina, ki jo vidimo, je zelo pomembna pri razvozlavanju človeške DNA. No, in čisto mali delček pa predstavlja zdravstvena tehnologija, ki se pa v bistvu bolj ukvarja z aplikacijami, pač digitalizacijo zdravstva. Če gremo malo naprej, mogoče na trende tudi v samem zdravstvu. Vemo, umetna inteligenca je tista vroča zgodba letos, ki bo vplivala ne samo na tehnološki sektor, ampak v bistvu na vse sektorje, tako da tudi zdravstvo se temu ne bo izognilo. Torej, kakšen je vpliv predvsem na sektor zdravstva? Kaj tu ti vidiš posledice? Ja, tudi tu ne bo šlo, oziroma ne moremo mimo umetne inteligence, ampak umetna inteligenca lahko v bistvu zdravstvenemu sektorju bistveno pripomore, recimo že samo z razvojem umetne inteligence lahko bistveno izboljšamo diagnostične procese, potem raziskovalcem lahko pomaga pri raziskavah in razvoju, ko vemo, da so dolgotrajni, ampak z umetno inteligenco je lahko možno obdelati bistveno več podatkov, bistveno hitreje. Nenazadnje seveda se pa kažejo prednosti tudi v sami avtomatizaciji administrativnih procesov, recimo, ki so, vemo, tu jih je kar precej in so dolgotrajni. Tako da v bistvu z umetno inteligenco bo panoga postala bolj produktivna in stroškovno bolj učinkovita, tako da v bistvu od tega lahko profitirata obe strani, tako pacient kot sam sektor. Ja, pa poleg umetne inteligence, kateri so drugi trendi v samem sektorju zdravstva? Ja, v bistvu se bo nadaljevali trendi, ki so se izkristalizirali že v sami pandemiji. Nadaljevalo se bo recimo zdravljenje na daljavo, zaradi tega, ker se je izkazalo kot bolj dostopno, stroškovno, bolj učinkovito. Potem pomemben trend so nosljive naprave, sploh v povezavi z umetno inteligenco, kjer pač lahko izkoristimo podatke pridobljene z temi nosljivimi napravami, da preprečimo obolevnost, da mogoče preprečimo tudi določene smrti. Seveda zelo pomemben bo nadaljen razvoj genskih terapij, predvsem je pomembno to, da smo uspeli razvozlati človeški genom do te mere, da smo sposobni celo popraviti genske napake, zdravila so bistveno bolj učinkovita in tudi smo sposobni danes narediti zdravilo skoraj po meri človeka oziroma bolnika. No, vse, ko si omenila genom pa genetiko, to smo videli v času pandemije, kako zelo pomembno je poznavanje tega področja. Takrat se spomnim, na začetku pandemije so govorili vsaj 4 leta, da dobimo cepivo, potem smo ga dobili manj kot leto dni. Tako da, zakaj je to pomembno, mislim, ta napredek, ki je bil dosežen? Ja, v bistvu, ker smo toliko napredni že v genomiki, smo lahko razvozlali genetski zapis virusa. Potem smo pa za tehnologijo, ki se je takrat v bistvu pojavila kot nova, ampak ni nova, stara je že več kot 10 let, se pravi tehnologija mRNA, spoznavanje tega genetskega zapisa smo potem lahko prilagodili cepivo, ki je točno na to zasnovo producirala imunski odziv.
Plus tega, da je genetika bila tu pomembna zaradi tega, ker smo lahko bistveno bolj poznali, kako se bo virus razvijal, kako ga obvladovati. Bistveno hitreje smo lahko prilagodili tudi nove različice cepiva. Tako da v bistvu postopki so se bistveno skrajšali in seveda tudi stroškovno smo bili zaradi tega bolj bom rekla, učinkoviti. Plus tega, da je ta tehnologija mRNA zelo pomembna tudi za vse ostala cepiva, ki se bojo še razvijala v prihodnosti. Zdaj, če med pandemijo so bili nekako zmagovalci prav ti proizvajalci, bi rekel, cepiv in zdravil proti covidu, ne, pa so zdaj neke nove zgodbe prišle v sprejetje in druga podjetja, ne, tako da. Ja, Tu mogoče. Pandemija se je k sreči umaknila, seveda so se z pandemijo umaknili tudi prihodki, ki so jih takrat podjetja ustvarjala, ampak vseeno se kaže, da bo v bodoče farmacija kovala dobičke na debelosti. Predvsem se zadnje čase zelo omenjajo dve novi zdravili, Wegovy pa Monjaro, ki sta jih proizvedla Novo Nordisk pa Eli Lilly. Zdaj, potencial teh zdravil je velik toliko, koliko je velik potencialni trg in vidimo tudi po podatkih WHO, na svetu je prekomerno debelih 1,9 milijarde ljudi, 340 milijonov otrok, tako da potencialni trg je velik. Na drugi strani bo recimo tudi zelo zanimivo spremljati, kaj se bo dogajalo z razvojem zdravila za Alzheimerjevo bolezen, ko tudi vidimo, da danes recimo za to boleznijo zboleva več kot 50 milijonov ljudi, zdaj z staranjem prebivalstva se bo ta številka bistveno še povečala, celo podvojila do leta 2050. Eno zdravilo sicer že imamo za Alzheimerjevo bolezen, ampak ima precej stranskih učinkov, tako da bo zelo zanimivo spremljati, kaj bo z razvojem zdravila strani Eli Lilly. No, finančni trgi so tudi tega mnenja, torej finančni trgi so navdušeni nad podjetjema, ki sta nekako vodilna za ta zdravila proti hujšanju, to sta Eli Lilly in Novo Nordisk in Novo Nordisk, torej dansko podjetje, je postalo celo najbolj vredno evropsko podjetje v letošnjem letu, torej po tržni kapitalizaciji so prehiteli celo največje luksuzno podjetje na svetu, torej LVMH. Torej, gre tu mogoče za kakšna pretiravanja, so mogoče finančni trgi šli predaleč, ali je v bistvu prihodna rast nekako, oziroma velikost tega trga še vseeno upravičuje preko trenutna vrednotenja? V bistvu je rast delnic, teh dveh delnic sledila tudi nagli rasti prihodkov, ne. Zdaj v letu 2021, ko je Wegovy se prvič pojavil na trgu, je Novo Nordisk z njimi ustvaril 100 milijonov prihodka, lani 830 milijonov prihodka. Za letos se pričakuje preko 4 milijarde prihodka, ne, in od tu izvirajo ta visoka pričakovanja. V bistvu je treba povedati, da trg debelosti se ocenjuje na 150 milijard, zdaj za primerjavo, trg zdravil za rakava obolenja je velik nekje okrog 200 milijard, tako da potencial je tu velik. Ogromen. Seveda je vse to zajeto v vrednotenja in zato tudi vrednotenje, recimo Novo Nordisk trguje po 43-kratniku dobička, Eli Lilly 67-kratniku dobička, kar je v primerjavi z indeksom delnic zajetih v sektor, ki je pri 19-kratniku, milo rečeno, bogato. Ampak tu je treba povedati tudi, da semaglutid ima možnosti še nadaljnje uporabe, recimo tudi nedolgo nazaj je bila objavljena raziskava, da bistveno vpliva na zmanjšanje srčno-žilnih bolezni kot pač posledica debelosti in seveda lahko je pričakovati, da bodo zdravniki dosti bolj naklonjeni predpisovanju tega zdravila. Pa še ena zanimiva stvar je, da so bolniki, ki jemljejo ta zdravila, opazili tudi bistveno zmanjšano željo po alkoholu, tako da se v bistvu tudi tu na tem področju nadaljujejo klinične raziskave, kar spet lahko ob seveda ugodnih rezultatih, na katere bomo sicer mogli nekaj časa še počakati, se spet nakazuje nadaljnja razširitev trga in od tu je ves ta, bom rekla, optimizem izvira in pač ta vrednotanje. Pa treba povedati, da določene pač ti dve delnici bistveno odstopata, medtem ko sam sektor ni visoko vrednoten. Zdaj, če nekako
gledamo ta zdravila za hujšanje, torej če bomo res rešili ta problem z čezmerno težo, po drugi strani lahko pomeni, da bomo ljudje potrebovali manj ostalih zdravil oziroma zdravstvenih pripomočkov, ker vemo, čezmerna teža je vzrok kar velikega števila nekih zdravstvenih težav. Kakšna pa tu prijetnja recimo ostalim podjetjem, ki lahko mogoče utrpijo, torej izgubijo del prihodkov zaradi, bi rekel, teh dveh podjetij oziroma teh zdravil za hujšanje? Jaz sicer mislim, da za take ocene še malo prezgodaj, da v bistvu, da bomo v celoti odpravili debelost. Zdravilo ima kazane učinke, ampak nedavna raziskava je tudi pokazala, da 2 od 3 bolnikov, ki sta jemala te zdravile, v enem letu prenehata z jemanjem tega zdravila. Zdaj, razlogi so lahko v ceni tega zdravila, ki je precej visoka, ker problem je, zdravstvene zavarovalnice v tem trenutku niso pretirano naklonjene plačevanju tega zdravila. Potem so tu tudi stranski učinki, pacienti pač tožijo o slabosti, o bruhanju, o diareji. Tako da v bistvu za nekega cenovno občutljivega bolnika visoka cena, recimo v ZDA morajo na mesec dati $1000 za to zdravilo, je lahko predstavlja kar velik problem. Tako da jaz mislim, da glede tega, da bomo zdaj debelost v celoti odpravili kar čez noč, tega ni pričakovati, zato jaz mislim, da je za ostale sektorje, ki so pod vplivom teh zdravil, pesimizem malo pretiran. Dobro, zdaj, če gremo počasi proti koncu, še tisto ključno vprašanje, torej, za koga je zdaj ta, bi rekel, sektor, naš sklad primeren, kako se naj vlagatelji izpostavijo do njega, predvsem, bi rekel, znotraj nekega delniškega portfelja, kakšno je tvoje mnenje? Jaz mislim, da je sektor zdravstva primeren za vsakogar. Jaz mislim, da bi mogel biti del dolgoročnega portfelja. Zdaj, glede na nagnjenost vsakega posameznika, jaz mislim, da je nekje ustrezen delež nekje od 10 do 20% celotnega portfelja, ker treba je poudariti, da gre za pomemben dodatek portfelju, ker bistveno zniža volatilnost, podpirali ga bojo dolgoročni trendi, kot smo že prej omenili, tudi za sektor so značilne kar precej visoke dividende. Pa, če se spomnimo na začetek, precej hitro lahko za poslabšanje gospodarskih razmer pride tudi do zamenjave sentimenta, ko bojo vlagatelji začeli iz hitro rastočih sektorjev iskati bolj defenzivne sektorje, kamor pa definitivno spada zdravstvo. Se strinjam s tabo, Barbara, se tudi meni osebno so ta podjetja, pa tudi sam sektor zelo blizu, predvsem to, bi rekel, že sama demografska slika, vemo, da imajo zagotovljeno neko rast prihodnje, ampak pa tudi, bi rekel, ta inovativnost, torej ogromno vlaga v raziskave in razvoj, visok donosno investiran kapital, tako da zelo kvalitetna podjetja, vrednotenja, kot vidimo, so tu nekje na nekih 10-letnih, bi rekel, povprečjih, tako da, bi rekel, zmerna vrednotenja, predvsem pa to, če se bo okolje gospodarsko še poslabšalo, slej ko prej bo tudi sledila v prihodnjih letih recesija, takrat bo tudi sektor pokazal tisto, bi rekel, svojo glavno prednost, da je njihovo poslovanje dokaj stabilno in tudi delnice so mnogo, mnogo bolj stabilne iz tega sektorja v bolj negotovih časih. Tako da jaz bi na tem mestu zaključil, jaz upam, da ste poslušalci dobili neke dodatne odgovore na vprašanje glede sektorja zdravstva, glede našega sklada Infond Zdravstvo. Tako da hvala za pozornost, pa se vidimo naslednjič, tako da lep pozdrav. Odlično.